Mislim, da imamo precej dinamično delo, mladi, ki se odločimo za nek tak poklic. Če delaš to za hobi, je dosti več neke romantike in enega časa gre v nič. Ko pa delaš to tako za službo, moraš pa kar biti dosleden in kar narediti, iti čez tisto svoje, joj, zdaj bi se malo usedel, zdaj bi malo tako. Nisem oseba, ki bi zelo to navzven kazala vse te probleme, ki so v ozadju. Je pa res, da pač je zelo težko se preživljati kot umetnik. Midva od tega živiva, ampak če imaš dobro idejo, če imaš na nek način nekaj, zaradi česar si drugačen, se da iz tega preživeti, čeprav je mogoče težko predstavljivo, dokler dejansko nisi profesionalec. Po moji izkušnji se v praksi ne da glih živeti od tega. Da se životariti, mogoče kdo drug bi stvari drugače peljal, pa bi mu šlo. Po moji izkušnji pa so stvari preveč težke, sploh ko si en sam proti vsemu in je kar naporno. Pri izdelovanju snowboardov sem se naučil to, da nič ni nemogoče, da na začetku vse zgleda, da to se pa ne da narediti. To pa zelo težko, ampak na koncu pa vidiš, da v bistvu, če se potrudiš, se vse da narediti, če se poglobiš v eno zadevo. Iz tega pač nastanejo včasih res fine stvari, ne? Ko pač greš prek svojih meja, ne? Če ne vidiš pač neke črte pred sabo, da si upaš stopiti naprej. Moje ime je Klavdija Zupanc in sem akademska slikarka. Sem David Krevs in sem izdelovalec koles. Jaz sem Jošt in sem ena polovica keramike s hruško. Jaz sem Nina in sem drugi del s hruško. Sem Jure Sodja, sem dizajner in izdelovalec snowboardov.